ni druge. Kakšen imamo, kje je Petra, kakšen imamo plan? Torej, z današnjim obiskom v Mariboru začenjamo serijo obiskov v Sloveniji. Razširjena ekipa ministrstva in policije bo obiskala vse policijske uprave v državi, tudi kar nekaj policijskih postaj. Namen je seveda seznaniti kolege z projekti, ki tečejo znotraj policije in znotraj ministrstva, predvsem pa slišati njihove predloge za izboljšave in njihove poudarke, kje so glavni problemi, kje so glavne šibkosti delovanja, zato da se skupaj lotimo izboljšav sistema. Gospod minister, se dopolnil samo o tem, da v okviru teh delovnih obiskov, ki jih bomo izvajali tudi v prihodnje, je lepo in se mi zdi popolnoma primerno, da bodo naši kolegi, ki neposredno na terenu izvajajo naloge, videli, da tudi vodstvo generalne policijske uprave lahko in zelo dobro dela tudi z vodstvom ministrstva za notranje zadeve, predvsem pa da tisti projekti, ki bodo tudi danes predstavljeni, so usklajeni, se pravi z nami, z ministrstvom za notranje zadeve, predvsem pa to, da damo obljube, za katere trenutno lahko rečem, da jih bomo tudi v prihodnjih mesecih uresničili bomo predvsem v dobrobit naših kriminalistov in policistov, ki izvajajo naloge. Hvala. Ste lahko bolj konkretni, za kakšne projekte gre, kaj boste predstavili? Gre za projekte, ki se vežejo na reorganizacijo policije, gre se za projekte, da se rešimo delovanje kriminalistične policije, tako na državni ravni, kot na regijski ravni. Predvsem pa, da se bomo pogovarjali, ne samo pogovarjali, začeli tudi počasno uresničevati probleme, s katerimi se je policija v zadnjih letih veliko srečevala, naj si gotovo s premembo določenih zakonskih in podzakonskih aktov, predvsem pa poskušam, da bomo izboljšali delovne pogoje za policiste in policiste. Veliko nezadovoljstvo je včasih povzročilo tudi posamezne kadrovske rešitve po policijskih upravah. Ali boste tudi tu prisluhnili zaposlenim na vodstvu? Ne, v vsakem primeru pred kakršnokoli kadrovsko spremembo bo se pristopilo vodstvo noter in ne nazadnje tudi se pravi želji posameznih. Govori se, da naj bi vaše imenovanje na mesto v.d. generalnega direktora povzroča tudi neke spremembe na policijske uprave Maribor. Zanima, če to drži? Trenutno ne bo nobenih sprememb na policijski upravi Maribor. Kaj bo počasno? Gospa ministrica, komentar na začetek izdajanja odločb s brisanim. Danes smo začeli z izdajanjem prvih dovolilnih odločb z brisanim. Gre za izdajo odločb tistih, ki so vsi v Sloveniji status že uredili, torej da že imajo državljanstvo ali imajo stalno prebivanje. To je pravzaprav obveznost Ministrstva za notranje zadeve, ker nam je Ustavno sodišče neposredno povedalo, da moramo tistim, ki tega statusa niso imeli, da so se vmes sami uredili status, po uradni dolžnosti izdati te odločbe. Postopek je začel danes teči in predvidevamo, da bi nekje v roku 3 mesecev lahko izdali vse. Z dopolnilnimi odločbami je prvi korak, drugi korak bo urejal vse tiste prosilce, ki v Sloveniji ne živijo ali pa tukaj nimajo urejenega svojega statusa. V ta namen bomo pripravili poseben zakon, ki bo tudi upošteval navodila Ustavnega sodišča in v tistih primerih se bo vsakemu posameznemu prosilcu ugotavljalo, ali so podani pogoji za to, da se mu status da ali ne. Kaj pa interpelacija, ki vam jo napoveduje iz najmočnejše opozicijske stranke? Ja, res nenavadno je, da se mi obeta interpelacija zato, ker izpolnjuje odločbe Ustavnega sodišča. Ta grožnja je pravzaprav posmeheni mladi demokratični državi. Vaš komentar na včerajšnjo izjavo gospoda Grimsa, da po pustnem torku prihaja pepelnična sreda? Gospod Grims je znan šaljivec, tudi pravljice mu niso daleč. To, kar delamo, je zelo resno delo. Opravljamo našo pravno in tudi moralno dolžnost, odpravljamo krivice, ki se vlečejo že celih 17 let in z tega se ne gre delati norca.